Kaj pogrešam? Pa ne boš se predal, ti si deželak. Se bo prišel, veš, pa bo pol vse v redu. Ja, Bog. Jaz sem vsakič vesela, ki je konc, ker ga vidim, da gre proti koncu in da bo nekako zmogel, zato ker je težko, no. 25 let se v glavnem že skozi družba, tako da, ampak še vedno ga pogrešam, kaj 5 nismo narazen. V bistvu ga skozi spremljamo na teh live streamih, skozi se slišimo, tako da nekako 10 dni zdržimo pa je. Drugi dan letos je že on, preden je zaspal, je že skoraj dolgo. Jaz sem tako utrujen, pa šele drugi dan za nami. In pa me kar malo zaskrbel, pač drugi dan je šele on pa že čist utrujen. Neka ženje srce in volja, mene bi pa isto, ker veš take stvari, to ne more, da te ne ustavi. Problem je, ker nam to vse jemlje tako zelo zares. Definitivno to, kar dela, ni nekaj, kar bi vsak zmogel. Res sem vesela, da sem videla, kako je v resnici, kakšno je stanje, kakšni so otroci. Vidim, da res rabijo ta en teden dopust, en teden morja, en teden, da se res odklopijo. Jaz kot vzgojiteljica tam doživljam marsikaj. Eno deklico, ki je bila stara 7 let, nekje tam, in je bila tisti teden, ko smo mi šli v kolonijo in njena mama pred njo storila samomor. In ona je bila čist vase zaprta, tiha. Enkrat mi je Anita Ogulin, predsednica ZPM-ja, samo ene natikače, tako, ko so bili tam ležali, neki novi zapakirani, in rekla, pa ne, tisti tvoji. Ker jaz nisem tiste Japonke dala v roko, niso se učki zasvečali, jaz nisem mogla verjeti, zdaj ne vem, ampak pač, ker je toliko nekaj malega je bila vesela. In s tistim dnevom naprej je pol tudi se bolj razživela in se začela smejati. Z vseh enih Japonk pa vem, da je bilo pač že to dejstvo, da je bila med otroci, da se je počutila varno, da se je zabavala. En tak šok tudi to, da te otroci nimajo nekih higienskih navad, da jih moraš v bistvu dobesedno naučiti, kako se umiva zobe, naprimer, kako se tušira, prav pokazati moraš. Mislim, res je ful dobro videti, kako pol tako uživajo in čisto odmislijo vse domače težave in se mi zdi, da zato rabijo to našo podporo in zato oče vozi in zato smo vsi ponosni na njega. To je tako občutek, kar ne moreš dojeti, tam sediš, vsi ti trobijo, vsi ti mahajo, mislim, res, to je toliko lepo, kar dela in valjda smo ponosni na to in ponosni na to, da on nas je vzgajal s to trmo. Ko meni kdaj ni šlo, je vedno rekel, ti si borka in pač definitivno je on borc, to je že dokazal in to vsi vidimo. In ja, pač ponosna, da sem del te družine in da sem vzgajana v tej smeri. Zdaj bi mu rekla, ne uživa, ne malo zadiha, ne malo premisel, kaj je spet dosegel ponovno, že tolikrat. In se prepusti, kar bo. Če ti si meni rekel, ker sem bil v kakšni krizi, ja, Matej, a ti se boš kar predal? Pa ne boš se predal, ti si deželak, prim si za srce in reč, ti si deželak enak. Jaz mislim, da je dal vse od sebe že do zdaj, v bistvu vsa leta, letos pa tudi sploh, da je v bistvu že naredil svoje, samo še naj dokonča, naj še zgrize tiste zadnje klance, naj zbere še zadnje moči in pride na Debeli rtič, kjer bo pa noro. Slovenija še malo stisnemo, še čist malo je do konca in če le lahko pošljete SMS, pomagam 5 na 1919, da bo šlo čim več otrok na more in da bomo vsi zadovoljni. Dajmo! Deželak junak 2021, kjer si vsak otrok zasluži počitnice.